Čau, z vami sem spet Katarina Benček. Dear work, it's time to break up. Ne vem, kako bi to sploh po slovensko povedala, da bi dobro zvenela, ampak odločila sem se, da bom dala odpoved sama sebi. Zakaj je prišlo do tega? V glavnem, ne vem, eni mogoče me poznate tudi iz moje trgovine Urbani obešalnik. Verjetno veste, da če pridete tja, je 99,9% verjetnost, da me boste tam srečali. Kaj hočem danes v bistvu povedati je to, da sem pred 2 leti začela eno zgodbo svoje lastne poslovne poti in v bistvu je bilo vse to, kar sem si vedno želela. Da sem samostojna, da sem finančno neodvisna, da nimam nobenega nad glavo, da v bistvu sem sama svoj šef. In to se vse lepo in prav sliši, ampak v bistvu potem enkrat ugotoviš, da pa ta neka iluzija, ki jo imaš, v resnici je malo drugačna, ko pridemo v neko realno stanje. V bistvu odločila sem se, da po 2 letih končam to zgodbo. Zakaj? Fora je v tem, da sem ugotovila, da sem postala suženj lastnega dela. Se pravi, delala sem 7 dni v tednu, skoraj da ne, pač konstantno si z glavo v tem delu, kaj bi lahko naredil, kaj bi lahko izboljšal, kako bi še karkoli popravil. V glavnem, ugotovila sem, da na koncu, ko potegnem črto, od življenja pač nimam nič. V bistvu živela sem za svojo službo in na koncu sem celo pripeljala sebe do tega, da sem pač škodovala svojemu zdravju. Vse naven, vedno to deluje, vse hudo, skozi je nekje, dobro se ima, potuje, ampak valjda vsi skozi prikazujemo samo te lepe strani življenja. Dejansko je to zelo stresno in v bistvu sem videla, da sem že na robu pregorelosti in tudi se mi je začelo to odražati na telesu. Tako da v bistvu pa sem naredila sebe en tak summa summarum in sem rekla in sem se ustavila, ok, a je to res nekaj, kar si ti želiš? A je to res nekaj, o čemer si ti sanjala, nekaj, kar si ti želela? Ja, želela sem si finančno svobodo, ampak nisem si pa želela zaradi tega postati v bistvu suženj lastnega dela. In točno to se mi je zgodilo. Jaz sem vedno mislila, da ko bom finančno neodvisna, da takrat bom pač srečna. To je bila neka srečna, to je bila vedno neka paralela, ki sem si jo jaz potegnila. In v bistvu na koncu sem ugotovila, da to, da si lahko privoščam, ne vem, mogoče nove superge, kadar želim, ali pa mogoče večerjo, kjer bi rada, ali pa ne vem karkoli, da v bistvu me to na koncu ne usreči, zaradi tega, ker nisem imela časa pač zase nič. Imela sem stanovanje, kjer ga nisem pač imam stanovanje, kjer ga v bistvu sploh ne smem umazati, zaradi tega, ker zjutraj vstanem, grem od doma in prijem zvečer, ko je ura 8-9 zvečer in takrat v bistvu sem še ena prazna vreča, ki čaka, da bo zaspala. Tako da potem je prišel pač ta dan, ko sem si res postavila to vprašanje, ok, se pravi, delaš nekaj, kar ti je všeč, ampak a si res srečna? No, moj odgovor je bil jasen in glasen ne. In pol se vrneš nazaj in začneš razmišljati, kaj bi lahko naredil in pač zame je sreča svoboda. Se pravi, ko sem jaz popolnoma svobodna, ko imam čas zase, ko se lahko odločam svobodno in nisem vezana na nič, takrat sem v bistvu srečna. In če sem pa jaz vezana na trgovino, v kateri fizično moram biti prisotna, ker če ne, pač gre vse na glavo, pol dejansko sem si rekla, ok, pač očitno to ni to, probaš delati nekaj, kar boš pač, ne vem, prostorsko neomejena. Tako da hvala Bogu, danes nam ta čas, v katerem živimo, ponuja neskončno zmožnosti, ampak jaz ne bom zdaj govorila o tem, kaj bom jaz delala, ker to boste valjda še videli. Ampak jaz hočem povedati samo o tem, da v življenju je treba probati stvari. Treba si je upati, treba je biti drzen, zaradi tega, ker če konec vas nekaj ne usrečuje, zakaj ne nekaj spremeniti. In eden od mojih najljubših kvotov je if you don't like where you stand, move, you're not a fucking tree. Tako da, ne, jaz definitivno nisem drevo in jaz sem se odločila, da se bom porinila izven svojega comfort zona, ker trenutno jaz sem v nekem comfort zonu, imam eno službo, v kateri delam, imam eno stabilnost finančno, imam vse, kar v bistvu rabim, razen pač svojega časa in svoje svobode in svoje sreče. Generacije pred nami so bile mogoče navajene majčkeno drugače vsega skupaj. Včasih je bilo tako, da
začel si eno službico, bil si v njej 10, 20, 30 let in to je bilo super, ljudje sploh niso razmišljali o drugih opcijah, zaradi tega, ker tudi toliko opcij ni bilo, a ne. In danes v bistvu nam ta pač internet in vsa ta globalizacija nam v bistvu da eno širšo sliko, en širši pogled in veš, da so tu druge stvari na svetu in da lahko tudi druge stvari upravljaš. Kar je v bistvu po eni strani sreča in prekletstvo, zaradi tega, ker z neomejenimi možnostmi se zavedaš, da fuck, lahko bi še to, ampak a ni še hujš, če v bistvu to ne narediš in obžaluješ? Jaz ne vem, mogoče mi bo kdaj žal, da sem se odločila za ta korak, da sem zaprla trgovino, da se odpravljam v tujino, ne vem, ampak če jaz tega ne probam, meni bo hujš, kakor če bi tukaj ostala in se spraševala celo življenje, fuck, kaj pa če? Ne, jaz se nočem spraševati, jaz nisem ta oseba, jaz sem ta oseba, ki gre v akcijo, ki naredi nekaj in če nisem zadovoljna, pač bom to spremenila. Tako da, jaz mislim, da vsi preveč strmimo k nekemu materializmu, zaradi tega, ker, kaj, kupaš si une superge, kupaš si uno torbico, ampak a te to res osreč? To je tista sam neka želja in pol, ko potešiš to željo, si tako, in kaj zdaj? Ok, zdaj imam to torbico, a sem zdaj vredna zato, kaj je več? A sem zdaj zato, kaj je bolj srečna? Ne, mogoče v njih 5 minut, ja. Ampak jaz nisem bila srečna iz drugih razlogov, zato, ker se nisem imela časa posvečati svojim prijateljem, ker se nisem imela časa posvečati svojim hobijem, zato, ker sem šla na dopust, pa sem visela na telefonu, zato, ker sem se še zmeri bila v stiku s strankami, ker sem delala zraven še zmeri marketing in tako naprej, a ne. In zato, ker sem bila z glavo vedno druge. Happiness is new success in velikrat v bistvu s tem delom in v bistvu s tem konstantnim nekim dnevnim straglom se zamotimo in v bistvu sploh ne dojemamo, a smo srečni ali ne, in se mogoče niti ne vprašamo. Zato tudi nikoli ne bom razumela ljudi, ki vedno v bistvu čakajo na vikend, čakajo na dopust, čakajo na to, čakajo na uno. Čakaj, se pravi, ti skozi nekaj čakaš, se pravi, ti si skozi v prihodnosti, a si pa rečeš, kako je bilo dobro takrat. In niso prisotni v sedanjosti, in to pomeni v bistvu, da ti nisi srečna, ker ti moraš v bistvu uživati v danem trenutku. Pa jaz ne rečem, da so zdaj življenje kar rožice, ampak da mu enkrat vse skupaj na tehtanco, si moram reči, fuck, ja, stari, to je life, ki ga hočem furati. Tako da, se pravim, še zmeri se verjetno ne zavedam, kaj v bistvu dejansko bo potegnilo vse to za sabo. In to je tudi zelo velika in težka odločitev, sploh ko zapreš nekaj, kar gre, kar laufa. Tako da jaz bi se tudi ob tej priliki res rada zahvalila čist vsaki stranki, še posebej v unih strankah, ki ste tudi na tedenski ravni pri meni. Tako da, ja, hvala za vse to. Hvala. Zdaj bi pa lahivkala. Dejansko si nisem mislila, da se bo ta urbani obešalnik tako dobro prijel. Tako da res hvala vsakmu posebej in tudi vnim, ki ste bili pa mogoče drugačna, ampak samo moralna podpora, se pravi moji najbližji. Jaz bom v bistvu šla potovati. In mislim, da takrat človek v bistvu tudi največ spozna vse in največ zraste kot oseba. Pač nikoli nisem bila človek, ki bi živela po nekih ustaljenih smernicah in tudi nikoli nisem bila oseba, ki bi delala, ne vem, 10-20 let isto. Ne razumem tudi, zakaj bi in tudi ne bom. Tako da, to je to. Upam, da sem vse povedala. Čau.